imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, zgodilo se je 1966. leta, anno Domini v prejšnjem stoletju. Papež Pij XII. Je povzdignil v nadškofa, povzdignil v kardinala, nadškofa v Pekingu, danes me reče Beijing, ne reče Pekingu. Včasih so rekli Peking, Thomasa Tiena Kensina, to se pravi enega kitajskega nadškofa, pravi, in mu je dal škarlatni kardinalski biret. Škarlatna barva je kraljevska barva, ampak je tudi barva krvi. No, in čez 3 leta je na Kitajskem zavladal Mao Tse-tung, tako mu pač mi rečemo. En je kruk obrnjen, ne vem, kitajsko pa ne znam, še marsikaj drugega ne. No, v glavnem zavladal je ta komunist, seveda fanatičen evolucionist, ki je dal pomoriti na desetine milijonov svojih sokitajcev. No, in ta kardinal Thomas Tien Kensin je izvedel, da ga hoče Mao Tse-tung zapreti in ga poslati, zato ker je bil pač katoliški duhovnik, ker Mao Tse-tung je najbolj sovražil ravno katoliško vero in je napravil vse, kar je mogel, da bi katoliško vero uničil na Kitajskem. No, in kaj je ta kardinal napravil? Vedel je, da ga čaka zapor ali pa da ga čaka smrt ali pa, kako se temu reče, prevzgoja v tistih delovnih kampih, kot jih je dal napraviti ta Mao Tse-tung, kjer so učili seveda najprej ljudi, da so nastali iz opic. To je bila prvi nauk, ki je bilo treba naučiti ljudi, da ja ne bi verovali, da so božji otroci, pa doma nemajo duše. To je bil prvi nauk, ki ga je dal Mao Tse-tung učiti po vsej Kitajski, in sicer v obveznih tečajih, ki so jih morali obiskovati vsi Kitajci, stari in mladi. Obvezni tečaj. In prvi nauk je bil ne marksizem, ampak nauk, da so nastali iz opic. Vemo, zakaj hudič hoče ljudem to vcepiti v glavi ljudi, pa zakaj to vcepilo v naših šolah, našim otrokom v njihove glave. No, in kaj se je zgodilo? Kardinal Tien Kensin je nadškof v Pekingu, vidite, je enostavno pobegnil iz Kitajske, našel nek način, da je pobegnil tistim, ki so ga hoteli uloviti, in je prišel v Rim v svoji škarlatni rdeči kardinalski obleki in se pojavil pred vrati Vatikana. Seveda, pobegnil je, rešil svoje življenje in potem je dal sporočiti, šel tam na neko kongregacijo in dal sporočiti, da bi rad govoril s papežem Pijem XII. Kaj mislite, kaj je papež napravil? Ena sestra Paskalina je bila tu nekako pač v Vatikanu, ki je skrbela za take stvari, in je naročil, naj gre k temu kardinalu Thomasu Tienu Kensinu in naj mu reče, da ga ne more sprejeti v avdienco. Zakaj ne? No, takole je razložila, pravi. Sestra Paskalina pravi, Sveti oče me je poklical v svojo pisarno, pravi, zjutraj, in mi je rekel, da je neki izjemni obiskovalec pred vrati in da je izvedel, da je ta kardinal Tien izbežal iz Kitajske, da si je rešil svoje življenje in tam čaka. No, potem pa pravi, sestra Paskalina pravi, Sveti oče nikako ni bil vesel, da je ta kardinal prišel k njemu v Rim, da je rešil svoje življenje in je dal posebno naročilo za njo. In potem je sestra Paskalina šla k temu kardinalu Tienu in mu je rekla, ko sem rekel, vaša eminenca, pravi Sveti oče, vas ne more sprejeti ne danes in tudi ne v prihodnosti, v kakšenkoli dan že. Pravi, ampak jaz moram govoriti s Svetim očetom, rekel kardinal. Pravi, bojim se, je rekla sestra Paskalina, da to ne bo mogoče. Pravi, karkoli že hočete Svetemu očetu reči, pravi, lahko poveste monsignorju Tardiniju,
kakor hitro se bo vrnil, ampak sveti oče mi je naročil, da naj vas vprašam, neko stvar, pravi, česar on ne razume na nek način. Pravi, sveti oče želi vedeti, zakaj ste vi sprejeli rdeči škrlatni biret, pravi. Pravi, rad bi vas tudi vprašal, kaj si mislite, zakaj ste vi postali kardinal Svete Rimokatoliške cerkve in zakaj nosite rdeč talar pa rdečo kardinalsko obleko. Pravi, če vi mislite, da to pomeni nekaj drugega, kot pa pripravljenost dati svoje življenje za Kristusa in njegovo cerkev, pravi, potem ta rdeča barva za vas ne pomeni nič. Pravi, si narobe razlagate rdečo barvo vaše kardinalske obleke. Pravi, kardinal je zaprl oči, pravi, in ostal tiho in potem je rekla sestra Paskalina, preden je šla iz sobe, pravi, da mu svetuje, pravi, da mu svetuje, da naj gre nazaj na Kitajsko k svoji čredi, svojim vernikom, ki jih je zapustil, da je rešil svoje življenje, pa tudi, če to pomeni zapor, smrt ali karkoli že, ali pa tisto prezgojno taborišče, pravi, ali pa enostavno vrnite papežu rdeč biret, pa odstopite iz kardinalske službe. Pravi, če boste, tako mu je rekla, pravi, če ne boste šli nazaj na Kitajsko, potem raje odstopite in potem pustite vaš talar, rdeč talar nekomu drugemu, ki ve, zakaj nosi rdeči talar. Vidite, to je en tak dogodek, ki se je zgodil, ko sem jaz to bral, sem pričakoval, da bo papež kardinal z obema rokama sprejel, pa bil ves vesel, bil pa ves žalosten, vidite, da je ta človek zapustil svoje vernike, kajti vemo, da moramo dati za svojo vero tudi življenje, če je potrebno. No, in kardinali pa sploh. Vemo, da je papež Frančišek pred kratkim nekaj kardinalov spet napravil. V cerkvi imamo zdaj več kot 200 kardinalov. Včasih je bilo samo tam, manj kot 100 jih je bilo včasih, redno. Zdaj jih je že več kot 200. Po moje je to zelo napravo, ker vsi ti novi kardinali so vsi pro-LGBT, vsi pro-Frančiškovi in seveda bodo vsi volili, če bo Frančišek umrl, bodo vsi volili takega naslednika, kot je Frančišek. Po moje je zato to kardinalo napravil, samo zato. Da ne bo slučajno kakšen tradicionalni kardinal prišel na papeški sedež, ampak mi pa molimo, da bi kljub temu prišel, kajti ko vemo, da človek obrača, Bog pa obrne. Tudi če papež obrača, lahko Bog še vedno drugače obrne. Vidite, to je takšno, vidite, kako je treba dati življenje tudi za svojo vero, če je potrebno. In vemo, da smo na tem svetu vsi in fizično in duhovno ogroženi. Fizično od bolezni, raznih nesreč in tako naprej, duhovno pa seveda od hudičev, skušnjav in vsega tega, kar nas obdaja. Današnji evangelij govori o tem, kako je Jezus bil v čolnu s svojimi učenci pravi na morju. To morje pravzaprav ni bilo morje, ampak je bilo Genezareško jezero. Če ste bili vsi deželi, vidite, to jezero je zelo veliko, no in pa takrat smo rekli morje, ker je veliko, drugače pa ni slavno, pa je sladko. Jaz sem tam prespal, menda noč smo tam prespali, ko smo bili dol v jezero. No in pravi, da je prišel velik vihar, Jezus je pa spal je seveda zanalašč, oziroma po moje že bil utrujen. Kot človek je seveda bil podvržen tudi utrujenosti, pa je pravi, je zaspal. In ko so njegovi učenci ugotovili, da bodo šli pod vodo, so ga zbudili pa rekli, učenik, učitelj, reši nas, potapljamo se. In kaj jim je rekel, pravi, kaj ste boječi maloverni. Vidite, danes lahko rečemo, je ves svet neke vrste, taka ladjica, ki se potaplja, vse človeštvo, vidite, se utaplja v brezboštvo, potaplja v češčenju hudiča. Dokaz za to, vidite, bi ta noč čarovnic, Slovenci so ravno tako ponoreli nekateri.
reklame delali vse za njihove izdelke zaradi noči čarovnic in popusti noči čarovnic in tako naprej. Slučajno, ki je kupil za kakšen popust dan čarovnice. Vidite, to je vse na nek način, vidite, na nek način posvečeno hudičem. Posvečeno Satanu, padlim angelom, ki vemo, da nas sovražijo, na smrt, da nas hočejo pogubiti, nam hočejo samo slabo, namesto da bi ljudje ljubili, pa častili Boga, ki jim hoče samo dobro, ki nas je ustvaril z ljubezni, vidite, da bi šli k njemu nebesu, da bi bili srečni. Ampak, ne vem kaj, tako pač je. Ljudje se pač odločajo svojo svobodno voljo in raje nekateri častijo hudiča, pa padli angeli, kot pa Boga in njegove božje angele. Ja, in tako kot so učenci naredili, vidite, moramo tudi mi napraviti. Moramo reči Jezus, utapljamo se v tem brezboštvu, utapljamo se v tem preganjanju, vidite, ki v Sloveniji in po vsem svetu. In ko je Pij XII enkrat hodil po svojih vatikanskih vrtovih, papež ima tam take vrtovi, veliki so, lepo urejeni, kam to je pa njegovo sprehajališče, ko on je pač v Vatikanu živi, ne gre, če gre kamor ven, gre ven. In ko je nekoč hodil po tistih vrtovih, je pa šel nazaj, ves razburjen, in ta sestra Paskalina, ki ga je vprašala, pravi, koga svetoče, koga se je pa zgodilo, in pravi, da je videl sončni čudež v Vatikanu, se pravi, enaki čudež, ko se je zgodil 13. oktobra v Fatimi, se je papež videl tudi v Vatikanskih vrtovih. Potem ga je pa sestra Paskalina vprašala, pravi, pa je kakšno besedno, verbalno sporočilo tudi ste dobili, sveti oče? Kaj si kaj je odgovoril? Eno samo besedo je rekel, apostazija, odpad od vere. Odpad od vere, vidite, in to je tisto, kar trdijo ljudje, ki so prebrali tretjo fatimsko skrivnost, v cerkvi bo odpad od vere, ki se bo začel zgoraj, vidite, pri vrhu, pri glavi riba smrdi, pravi pregovor. Dokaz za to imamo veliko, vzrokov za našo molitev imamo veliko. Danes zahvaljujem se vsem, ki ste po noči molili vso noč pred Najsvetejšim. Vidite, to je edino, kar nas rešuje. Vidite, dokaz, da gre res za odpad od vere pri vrhu navzdol, je tudi maskota svetega leta, ki ga bomo začeli praznovati. Kaj mislim, da že decembra. Ja, to se pravi, leto 2025 bo jubilejno leto, sveto leto, in papež je dal narediti maskoto ali, ki bi rekel temu, podobo, simbol tega svetega leta. In ta simbol je takšna majhna deklica, ki ima na mestu oči školjke oziroma pod očmi školjke, obuta je v blatne škorne, v dežni plašček, v roki ima romarsko palico in okrog vratu ima rožni venec mavrične barve, ne more biti drugače kot mavrična barva, ki seveda predstavlja LGBT gibanje. Ja. No in okrog nje potem imamo pa še enega majhnega golobčka z oljčno vejico v roki, to je seveda Noetov golob, simbol miru, potem pa en majhen fantek oziroma en majhen angelček v spodnjih hlačkah, kakorkoli že hočete, z majhnimi krilci, vse tako otročje narejeno, z neko tako golf čepico na glavi, pa z nekim sidrom na golf čepici, pa je majhen kužek, ki ima eno rutico pod vratom, na kateri je križ. No, to so simboli svetega leta papeža Frančiška. In ta deklica se imenuje Luce in mnogi tradicionalni katoličani so takoj povezali to Luce z Luciferjem. Kajte, Luce pomeni luč, luč svetloba. No, in tudi en članek je šel, jaz ga še nisem uspel prebrati, ker ta teden je bil pa res divji. Na dva grobova smo imeli 3 svete maše, sem včeraj maševal, dvoje pridig in tako naprej, tako da sem komaj samega sebe lovil ta teden. Da bom majhčen vse prišel, no, zdaj moram pa liste grabiti tam po vrtu, tako da bom tudi še ta teden zaposlen, pa z liste, to bo lažje delo, kot je to zdaj. Ja, vidite, ta simbol, to je nekaj tako otročjega, ampak ta simbol je napravil neki
neki umetnik, ki se ima za umetnika in se imenuje, kje pa piše, neki italijanski umetnik, ki je pro-LGBT in dela same pro-LGBT stvari. In tudi sodeluje pri izdelavi, dobro ste drste za vaše klopi, pri izdelavi kako se že reče, kontrasextum lutk, ki jih delajo na Japonskem. To so neke lutke, v glavi si sami misli, zakaj te lutke uporabljajo, ne? Ampak to so lutke od otrok do odraslih, ki jih počnejo, in ta človek te stvari načrtuje. In tega človeka je papež Frančišek izbral zato, da je napravil simbol za sveto leto, ta otročje popolnoma neustrezen simbol s tem mavrično ruženco okrog vratu. Ja, ta Lenjo se imenuje, ta človek, Lenjo, in on ima neko podjetje Tokidoki, in ta Tokidoki sodeluje pri teh stvarih. Pri teh stvarih, vidite, ki so smrtno grešne, ki so najbolj gnusne, poglavne stvari, ki jih lahko na tem svetu nekdo počne. In ta človek je za papeža najboljši za sveto leto. Vidite, če to ni dokaz za to resničnost, kar je slišal Pij XII v Otavih, vidite, odpad od vere, ja, potem pa kaj pa je. Boste rekli, ja, pa naši škofi, kaj to vedo, seveda vedo, no, vsaj morali bi videti, ne, to so pa škofi, da vejo. Ampak nočejo videti nič, ker vejo, če bodo karkoli rekli proti temu, tako kot jaz rečem, bodo takoj dobili iz Vatikana, bo pa letela toki kakšna raketa, pa jih bo vrgli z njihovih stolčkov. Ampak oni rešujejo, vidite, svoje življenje, tako kot je ta kardinal kitajski reševal svoje življenje. Ampak papež ga ni hotel sprejeti v audienco, je rekel, pejde nazaj v Peking tam, pa za svoje vernike skrbi, pa da življenje za nje, zato si pa kardinal. Ampak seveda papež Frančišek tega ne bo napravil, naši škofi ne bo naredili, oni so si raje zbrali beg pred svojo odgovornostjo. In ta kardinal Tien je šel potem, ni šel nazaj v Kitajsko, ampak je šel v Ameriko. In se je pobegnil v Ameriko in tam umrl. Če je rešil svojo dušo, ne vemo, ampak vprašanje, kako je mogoče se je pa pokesal, upam, da se je pokesal, pa da je rešil svojo dušo. Ja, no in naš škof Schneider, ki je pri nas mašal enkrat tam čez hodnik, če se spomnite tistega, ki ste bili takrat, on je rekel pravi, da, jaz si da vam še eno stvar tle. On je rekel, da se mu zdi, da je pornografija najbolj zasvojljiva stvar na tem svetu, ki največ ljudi zasvoji in pogublja seveda, to je njegova izjava. Jaz mu rečem, deloma dam prav, ampak zame je najbolj zasvojljiva na tem svetu ravno ta hudičeva laž, evolucija, vidite, in iz te evolucije v njem prihaja potem, da so ljudje postanejo popolnoma, da so prepričani, da so nastali iz opic, neodgovorni za svoje življenje, namesto da bi se bali Boga, pa da bi se bali greha, pa enostavno se predajo grehom in potem se tudi seveda pornografiji. Vidite, in naša EU je seveda pro-LGBT in bo porabila 2,5 milijona evrov bo porabila, kaj mislite, zakaj? Za propagando LGBT majhnim otrokom starim od 5 let naprej. Vidite, to je 2,5 milijona evrov. To, kar je tudi iz naših davkov ven. Ja. Vidite, to je kako se reče, agenda naše Evropske zveze in seveda kot takšna je v službi hudiča. Moji dragi verniki, ta teden se bo odločilo nekaj zelo pomembnega. In sicer v torek, ta teden, se pravi čez 2 dneva, bodo v Ameriki volitve. Boste rekli, kako zvezo ima to z našo nedeljo danes, vidite, morate nekaj vedeti. V Ameriki so samo 2 kandidata, Kamala Harris pa Donald Trump. Kamala Harris je kandidatinja pekla, v službi hudiča, vidite, so si za svojo propagando, ki je dela, vidite, propagando, abortus in vse LGBT, vse, kar je proti Božji volji. Donald Trump je protestant, slovensko ženo, ki je sicer protestantka, postala krščana katoličanka, ampak kljub temu, vidite, Donald Trump je vendarle se boji Boga.
vidite, skuša živeti po tem naravnem božjem zakonu, je sicer nažalost ni pro-life, ni za življenje in tako naprej, je tudi delno za abortus, vidite, je politik in tako naprej, ampak je veliko boljši kandidat kot pa Kamala Harris. Če bo Kamala Harris zmagala, boste vedeli, potem bodo globalisti dobili v svoje roke ogromno orožje, vidite, s katerim bodo šli tudi nad Evropo, ne samo nad Ameriko. Katoličani v Ameriki trepetajo, če bi Kamala Harris zmagala, pa so oni na ražnja, vidite. Tako da vas vabim, vse, ki morate, dajte danes, darujte Sveto obhajilo, zato da bo zmagal na teh volitvah Donald Trump. Vemo, da so hoteli imeti vsaj dvakrat, trikrat so hoteli umoriti pred volitvami, vidite, zato ker vejo, če bo on zmagal, bo zavaril ta globalizem, vidite, ki hoče, dobesedno hoče, vidite, uničiti večino človeštva in ga seveda duhovno pogubiti. To je glavni namen. Glavni namen, morate videti, globalizma je pogubljenje duš. Vse ostalo je samo, kot smo doma rekli, v vojski je samo taktična megla. Taktična megla, ki jo vržeš, vidite, da ljudi zaslepiš in potem delaš, kar hočeš s tem megli. Vidite, vse druga, glavni namen je pogubljenje duš. Uničenje katoliške vere, tradicionalne katoliške vere. Zato dajte, prosim, darujte Sveto obhajilo, tisti, ki morate, da bo zmagal Donald Trump, ker če zmaga Kamala Harris, ne vem, kaj bo, ampak vsekakor ne bo dobro. Bomo tudi mi v Evropi naražni, pa vsi ljudje na tem svetu. Bog nas obvarja torej pred temi ljudmi, vidite, in kot so rekli, vidite, kot je rekel jaz učencem praviti, kaj ste maloverni, je rekel, kaj ste boječi maloverni. Vidite, moramo imeti vero, da je Bog zmagovalec, da je vse v Božjih rokah. Vidite, in karkoli se zgodi, če Bog hoče ali če Bog dopusti. Torej, ne bodimo maloverni, imamo trinitrinsko vero, bodimo veseli, da živimo v tem času, kajti lahko naredimo zelo veliko, vidite, za zvečne svoje duše naših bližnjih. In odpravi ste pregovor, ki je rekel, bolj ko je temna noč, bolj morajo zvezde svetiti. Torej, svetimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.